Psiha je zelo pomembna. Pri ultramaratonih sploh. Kaj ti pa gre po glavi, ko greš na tako dolgo preizkušnjo? Nikoli več ultramaratona. 4 dni sem komi živel. Tomaž Kališnik, zakaj misliš, da danes toliko ljudi odneha v dokaj preprostih, nenapornih zadevah? Zato, ker preveč želimo živeti v coni obdobja in se nisem pripravljen, potruditi. To ti da pa šport. Zakaj sem začel laufati, teči? Zato, da sem si spucal glavo. V tistem delu, kateri je meni manjkal, me zelo bo dopolnjevala Blažka. Zakaj vajina zveza toliko funkcionira? Mava se rada. Še vedno. Tako kot so se imela. Vesel sem bil, da sem preživel prvi ultramaraton. Te občutki, plačilo za vse prestano trpljenje, priprave, odrekanje, da imava tak odnos, ki ga imava, ni bilo vedno lahko daleč od tega. Če imaš drugega rad, dejansko rad, pa stvari sploh niso tak problem. Hvala lepa, da si vzel čas, prišel sem, jaz sem užival. Bilo mi je v čast, veselje, sem izpolnil nekak pričakovanja. Preden greš gledat to epizodo, 77% ljudi, ki to gleda, ni naročenih na naš kanal. Meni pa moji ekipi ogromno pomeni, da nas na ta način podprete. Tako da bi ti rekel, da si vzem sekundo, 2, pa to naredi. Za tiste, ki že subscribate, delite to epizodo, govorite o nas toliko lepe stvari, pa hvala lepa. Zaradi vas ta projekt dobiva še večji zagon. Tako da uživi ob ogledu. Preden mi boš opisal, kaj Špartatlon je, bi rad ljudem povedal, kdo si. In to bom danes naredil na malo drugačen način. In sicer bom prebral nekaj, kar je kdo zapisal zate. Že zdaj mi grejo mravljinci po koncu. Si pripravljen? Sem. Tomaž Kališnik. Če bi te moral opisati z eno besedo, si vzornik z res veliko začetnico. Naj razložim, zakaj. Si človek, ki nikoli ne odneha in se vedno bori za pravico. Si pošten, delaven, vztrajen, iznajdljiv. Veliko ljudi se nate obrne po idejo za rešitev problema. Si izjemen motivator in navijač vseh športnikov, še posebej svojih sinov. Mlajši igra košarko že od otroštva, starejši pa je probal mnogo športov, zadnjih 12 let treniral gimnastiko, zdaj pa tekmuje v streljanju v zračno puško. Če poznam koga, ki bi res dal svoje življenje za svojo družino, potem si to ti. Res bi se lahko dobesedno reklo, da imaš jekleno voljo, saj pri svojih več 100-kilometrskih tekih brez tega ne bi prišel do cilja. Vedno ravnaš z dobrimi nameni in pomagaš drugim v stiski, da ljudje lažje zadihajo in poletijo. Svojima sinovama si dal ogromno podporo, ki jo je pripeljala do sem in zato ti bosta večno hvaležna. Ne zavedaš se, kakšen vpliv sta z mami Blažko imela, ko sta ju spodbujala in prišla navijati prav na vsako tekmo. In to delata še danes. Svoje otroke sta vzgajala v duhu poštenja, dala sta jim občutek varnosti, zato sta vama lahko vedno zaupala. Stvari sta povedala po resnici in ne lagala, kajti ti najbolj sovražiš ljudi, ki lažejo. Sinova sta naučila ločiti dobro družbo od slabe in dokaz za vse to, kar sem povedal, se odraža v njih samih. Za piko na i pa sta pokazala, če čudovit, ljubeč, poslušen in čuteč partnerski odnos, ki se odraža tudi v njunem partnerskem življenju. Nikoli ti nisem imel prilike povedati to na 4 oči, ampak tole je Juretovo maslo in sem res vesel, da je to zakuhal. Hvala ti, ker si moj oče in moj vodilni vzornik z veliko začetnico. Tvoj sin Andraž. Sem brez besed. To je priznanje za mene kot očeta. Res, ostal sem brez besed in to je življenjsko delo največji dosežek. Več kot vse ostalo. Ker otroci so bistvo našega obstoja. In če že tako, z ženo, ki se včasih pogovarjava, z Blažko se pogovarjava in si rečeva, sama dva pri sebi, lahko si čestitava, da nama je pri otrocih uspel. To je pa to, kar lahko rečem. Ker drugega, ki pametnega nimam več za povedati. Res sem vesel in ponosen. In Andraža ravno tako na Žiga. Na oba dva enako. In na oba dva so pač poskušali vzgojiti točno v tem, kar je Andraž napisal. In vse to nama vračata.
se to je 1000krat povrnem. Tako da super, sem vesel in počaščen, da mi je sin to napisal. Ja. Res je lep občutek, da sem jaz recimo to lahko povedal in sem to želel narediti, zato ker jaz sem svojega očeta izgubil 3-4 leta nazaj. In večkrat pomislim, kaj bi mu rekel. In se mi je zdel prav, da ko sem začutil, da je pred mano sin, ki je v tem trenutku mogoče pripravljen očetu povedati nekaj, kar mu ni, ali pa ni znal do zdaj, da to naredi na ta način. In jaz točno vem, da moj oče je ponosen name, kjerkoli je, karkoli je. Jaz verjamem, da je on skozi mene zdaj zadevo čuti, živi. Verjamem, da sem jaz zdaj v bistvu del njega, on del mene. In to ni samoumevno, da kot starš tako ti spustiš na otroku. In vaše generacije starejše, torej vaši starši, še manj, da so znali to verjetno vam dati. A ne? In da ti si sposoben kot zdaj oče, vzorce, ki jih je mogoče tvoj oče delal narobe, prenesti na lep način, zgodbo obrniti in da ti sin nekaj takega napiše, se mi zdi, da si to vsak oče zasluži slišati. In vsak sin naj to pove, preden je prepozen. To nekako je bilo eno začetno poročilo, ki se mi je čistko odvijalo, ki si mi potrdil, da boš moj gost. In sem ga hotel deliti danes, ne samo s tabo, ampak tudi z vsemi, ki tole poslušajo. Jure, hvala za to, da sem lahko tvoj gost in hvala, ker si mi naredil tako lepo presenečenje. Je pa to, kar je pač Andraž povedal o meni, skupno delo Blažke in mene. Brez nje ne bi bilo sigurno tazga, bom rekel, rezultata in v narekovajih izdelka pri pač odzivu otrok in pa vzgoji otrok, ker vemo, da vzgajate oba dva starša. Ja. Tako da hvala ti še enkrat za to. Ja. In z veseljem sem prišel sem imel na začetku pomisleke, da ne bo izpadel kot samo promocija, ker samo promocija enostavno ne maram. Jaz pravim tako, človek največ govori s svojimi dejanji. Zdaj sem pa res vesel in počaščen, da sem tvoj gost. In če bom koga navdušil, ne nad ultramaraton, ampak nad tekom, je cilj dosežen. Ja, preden greva na tek, bi te samo vprašal, kaj misliš, da sta s tvojo ženo Blažko delala dobro, tako na kaj si ponosen, ko se gre recimo o vzgoji? Kaj so neke resnice, za katerimi stojiš in si videl, da se je na tvoje sinove to prenesel? Postavlja so jim meje. Otroci brez meja, vzgoja brez meja ni v redu vzgoja. Otroci morajo imeti meje, ker vsak dan te poizkušajo doseči in preseči te meje. In tukaj sva se recimo dopolnjevala. Jaz sem bolj strog, recimo, kar se vzgoje tiče, Blažka je pa mama v pravem pomenu besede. Je zavetišče, zatočišče, pogovor, tako da tukaj nekako sva se dopolnjevala in mislim, da je bila to lih ena prava kombinacija. Eden brez drugega ne bi bila uspešna. Predvsem pa meje in da otroci vedo, ko imajo problem, da lahko pridejo k tebi in se odkrito pogovorijo in da vejo, da se lahko zanese na tebe, da jim boš pomagal. Bravo. Ta se zdi tudi meni zelo močna. Tudi vidi se, kako recimo znajo pol lastno vrednost črpati, ne? Iz samega sebe in ne iščejo neke potrditve ali pa utehe v drugih, ker so doma vse to dobila. Ne? Tako da mi je ful všeč, da si to izpostavil, ker ta je res bistvena, se mi zdi. Varnost pa spoštovanje oziroma da se ti počutiš, da so to tvoji zavezniki in da ti pomagajo. Ne? Istočasno pa to spoštovanje, da ti, ko ti nekdo reče, lej, to so meje v naši družini, zato da lahko funkcioniramo, da teh mej ne pač izkoriščaš oziroma presegaš, kakorkoli bi temu rekel. Ne? Ja, sej jim verjetno jim vsak dan ne boš neko zatočišče in pa bom rekel ne boš ti reševal njihovih problemov. Bistvo je, da ti oni zaupajo, da ti povejo svoj problem in pomaga s svojimi nasveti. Ali po končni fazi tudi s financami, ko enkrat toliko odrastejo in če imajo pač kakšen problem, vedo, da lahko pride domov in če imajo starši možnost in bodo pomagali. Eno in drugo, predvsem pa pogovor in pa nasvet.
da se ti odprejo, da vejo, ko je problem, da se pač obrnejo na te in da ti zaupajo. A si ti to delil pri svojih starših? Bi pa težko odgovoril, do neke mere ja. Ne pa vedno. Do neke mere pa ja. Bi jim delal krivico, če bi rekel, da ne. Ne pa pač vedno. Pač glede generacije se spreminjamo, ne? In verjamem, da ste mi dala tisti trenutek maksimum, kar sta vedela in znala. A je bilo to dovolj? Včasih ja, doskrat pa tudi ne. Se to je, kaj gledamo mi na starejše generacije, pa se včasih tako kar mal ne zavedamo, da tako, kot so oni delali, so oni najbolj znala, ne? Ker bolj, ko greš generacije nazaj, manj je te neke čustveno povezanosti med, ne vem, otroci in starši. To, kar zdaj gledamo, je čist nekaj drugega, ne? Da so dejansko ljudje tako povezani. Jaz, če recimo po svoji, po obeh straneh, če pogledam odnose mojih staršev z njunimi starši, sem tako, kako sta vidva bila sposobna meni, da to, kar sta mi dala. Od kje? Ja. Iz kje sta vedela, kaj jaz rabim, da sem to dobil, ne? Ker vidva tega nista dobila, ne? Tako bom rekel, tukaj me je predvsem v tistem delu, kateri je meni manjkal, me zelo bo dopolnjevala Blažka. Ker ona je imela drugačno vzgojo, kot sem imel jaz, in tukaj sva se midva najdla in naredila in tak dober miks vzgoje najnih otrok. Šport. En velik del vzgoje, vsaj pri meni, discipline, da vem, kako bi temu rekel, mi je dal šport. In glede na to, da tečeš ultramaratone, da si športnik verjetno že cel življenje, me mogoče zanima kot uvod v to naslednjo tematiko, ki greva, kaj tebi šport dal? Če pomisliš nazaj, mogoče celo v otroštvo, v najstniška leta, v potem 20 in do zdaj, kako te je šport spremljal? Ogromno mi je dal. Ker jaz sem, rekel, treniral nogomet, tudi igral svojih 20 let. Dosti športov sem probal, za tiste čase dosta, ne. Tudi tenis, jaz sem, bom rekel, bil res navdušen igralec, rekreativni, da se razumemo, tenisa. Tek je pa potem prišel kot nekakšna spremljava zraven, ko sem pa videl, da mi zmanjkuje časa za ostale športe, tako za nogomet, ne, ker moraš imeti treninge in tako naprej. Potem je začel zmanjkvati zaradi družine in tega tudi za tenis. Sem videl, da največ lahko naredim v najkrajšem času s tekom. Ne rabim partnerja, ne rabim igrišča, ne rabim ekipe, ne rabim nič. In tako se je začel v bistvu, zakaj sem začel laufati, teči, zato, da sem si spucal glavo. V službi se vemo, so pritiski takšni, drugačni, pač sem v prodaji in tam so vedno pritiski in zaradi tega sem začel v bistvu laufati. In pol v bistvu je prišla ena točka, k 5 kilometrov ni bilo več dosti, ali kaj? Kje se je začelo dogajati to, da si hotel več, da si hotel premikati neke meje svoje zmogljivosti? Da me malo kepel. Tako bom rekel, jaz sem začel s 5 do 8 kilometri, brez ure, brez merjenja časa, nič, bom rekel, dobre pol urce teka, pol mi je pa prijatelj Bojan, ki je že takrat tudi tekel, mi je rekel, čak, jaz tebe ne razumem, kako lahko brez ure laufaš, ne. Jaz sem rekel, zato, ker mi je fajn in jaz nekaj naredim zato, da se prešvicam in je to. Je rekel, daj kupci uro, pa daj greva na kakšen ne maraton, zato ker maraton se ve, kaj je, 42, ampak da greva na kakšen organiziran tek. Vseko dobro, bom malo premislil in dejansko sem si pol kupil uro in sem začel tako malo bolj neplanirano laufati, ampak malo bolj rečemo to, da sem se zmeral kakšen čas, razdaljo in tako naprej. In pol sva šla, dejansko on ni šel, jaz sem pa šel na polovičko ljubljanskega maratona, to mislim, da je bilo 15-16 let nazaj. In sem dvakrat otekel polovičko, se pravi 21, mislim, da sem imel prvi čas na 21 je bil uro 45, sem šel drugič, je bil pa že uro 35, tako da sem malo zboljšal, ampak nič spektakularnega, ne. No in pol pač sem rekel, ok, naslednji let bi šel pa, se pravi pa na 42. In pol sem šel na 42 dvakrat in tako naprej. Za tisto se moraš pa že malo bolj organizirano pripravljati in tako, ampak to je bilo še vedno, bom rekel, za mene kot rekreativca super, ampak to je bilo to. Takrat sploh nisem razmišljal še o kakšnih daljših razdaljah, ampak
pol ti rata malo dolg čas, kaj če skozi na maratone hoditi. Mislim, izboljšaš čas za 5-10 minut, ok, super, ampak to je to. Kakšen je bil občutek, ko si ta prvič prelaufal recimo 42 km, a je bilo tako kaj posebenega? Bil sem zadovoljen, se pravi, ne da se pa primerjati s prihodom od kakšnega ultramaratona. To, da se razume, ultramaraton saj Mravlje, kot najbolj poznan ultramaraton, sprav, da je ultramaraton vse, kar je nad 100. Tako da jaz bom vzel to njegovo definicijo in bom rekel, res se ne da primerjati z ultramaratonom. Bilo je pa zelo poseben občutek, ko sem prvič prelaufal recimo Logarsko. Celje Logarska, rečemo, ne spada po definiciji pod ultramaraton, ampak po daljši tek. To je 73 km iz Celja do Logarske doline. 2012 sem prvič laufal Celje Logarsko in se spomnim, da so zjutraj se z Blažko odpravila, ona je bila pač moj spremljevalec na vseh teh norih podvigih, razen enkrat, ki je zbolela, in so se odpravljala ob 4:30 zjutraj v Celje. Ustanova, zunije scal, kapr norci, tema je bila. Dava njen kolo, ker me je prispelil s kolesom v avto, pa so sedel v avto, pa me pogleda. Sem rekel, ja, se isto sprašuješ, kot jaz, a nama je to treba. Ampak sva šla. Res občutek je bil pa tak, kaj jaz sploh tle delam, zakaj se to grem, a mi je to, res to treba. Ampak sva šla in to je bilo, bom rekel, začetek nekak poti do ultramaratona. Kaj vaju je gnal? Zakaj sta šla? Zakaj si nista obrnila? Zato, ker sem jaz hotel, ker če se nekaj odločim, pol nisem tak po naravi, da bi vmes sagal. Ampak želim to zadevo speljati. In se je splačalo. Ja. In sta šla in kaj? Preteku, normalno? Preteku. Čakaj, sam, da se nekaj razumeva. To pomeni v enem kosu. Šveda. Brez pauze. Brez ni časa za pauzo med tekom. Mal bom pogledal na plonk listek, to, da ti lahko povem. Prvi tek, Celje Logarska 73, sem pretekel v 6 urah pa 39 minutah. Zelo, zelo utrujen. Se pelala nazaj, sem bil res kar bogi, ampak ker nikoli jaz dlje kot 42 nisem laufal. Se že 42 je veliko, veš, mogoče ti si to malo pozabil, ampak za enega normalnega tekača, rekreativnega, tako, kot si se ti označil, ne. Lej, tako, kot sem ti prej rekel, tisti, ki ne ve, ki ni prelaufal 10 km, si ne more predstavljati, kaj to pomeni 42, ne. Ker jaz, ki prelaufam 3 km, že čutim krč noter, ne, zdaj bi pa jaz počas nehal. Pa pridem do 5, pa sem ponosen na se, ne. Medtem, da bi šel pa 42, pa pol 73, to mi je pa tako. V moji glavi, mojim mislim je to nedotakljivo. Ne? Psiha je zelo pomembna. Ja. Pri ultramaratonih sploh. Ja, pa mogoče, da se vrne na to, ko se je rekel 5-10 km. Jaz, ko tečem, še posebej pozdravim tistega, ki teče, je močnejše postave, zato ker vem, koliko se mogel on potruditi, da se je sploh začel premikati, ker ima mogoče 100 kg. Ker je začel hoditi, ker je prišel do počasnega teka in verjamem, da on se res zasluži spoštovanje. Res. In vsakega tazga, ko vidim, ga pozdravim in pišno je prav začuden gledal, zakaj ti mene pozdravljaš? Ja, zato, ker vem, da si veliko napora mogel vložiti v to, da si se spravil s kavča in se začel premikati. Kaj šele teči. Ja. No, tako se je pol, da se vrnem k tem Logarskim, potem jaz sem 4-krat laufal Logarsko. Okay. Na koncu sem dosegel čas 6 ur, točno, to mi je bil cilj 6 ur v 73 km, pa vemo, da je tam višincev cirka 500. Iz Celja do Logarske, mislim, da sem 3-krat bil, ali pa 4-krat celo prvi v svoji starostni kategoriji, ker pač se ne moreš primerjati z mlajšimi, ne? Ja. Jaz sem bil takrat že 40+. Tako da, ampak pol, ko priješ še enkrat do teh kilometrov, si iščeš nekaj drugega, ne? Ker ti mal dolg čas rata. Zakaj če mi je 100-krat iti na Logarsko? Saj sem že tokrat prelaufal, ne? Ampak to je res en zelo lep dolgi tek, ki se konča v fantastični Logarski dolini in zelo dobro organiziran. Mislim, da zdaj pa celo ga ni več, ker so imeli ene težave z organizatorji so imeli ene težave z ciljnim prostorom in s tem. No, v glavnem, ko sem jaz to prelaufal, potem sem pa malo začel razmišljati, kako in kaj. In sem še enkrat na kavo, drugače jaz slovenskih novic
ne berem, tudi po točko razne. Takrat sem prišel v roke in sem videl tam članek enega slovenskega tekača, ki je pa laufal Berlin Wall Race. To je pa tek okoli Berlina, kjer je bil postavljen berlinski zid. To je 100 mil oziroma 160 km, 161 km. In to mi je dal takrat, sem rekel, pismo je, kaj pa če bi jaz tole se podstopil, ne? Ampak je kar velik preskok iz 73 na 160 je kar, pa nekaj časa sem jaz to presep malo mlel, pa to pa Blažke enkrat povem, pa ni bila glih hudo navdušena nad tem mojim norim podvigom, ampak pač, kakor me pozna, je rekla, ok, se mogoče bo pa menila, ne, ali pa se bo nekaj zgodilo z tega, no. In pol sem jaz dejansko se začel pripravljati, leta 2015 sem ga tudi odlaufal. To je bil pa prvi moj ultramaraton z veliko začetnico. Berlin Wall Race, to je resen lep ultramaraton, zelo dobro organiziran. Gor smo šli z avtodomom, Blažka kot, bom rekel, nepogrešljiva spremljevalka in pa še en prijatelj pa žena, Tomaž pa Nataša. In smo imeli en tak lep popotovanje do Berlina. In pol dejansko oni so me spremljali na tem teku, dogovorili smo se, kje se dobimo, na katerih checkpointih, ker pač jaz sem imel tudi svojo hrano s sabo in to, in pač zelo pomembna je psihična spodbuda, da ti vidiš enega znanga, enega, ki ti blizu. In kaj ti to da? Dodaten odmerek volje in nepopustljivosti. Te spomne, zakaj si tam? Zato, ker me oni tudi spremljajo, že zaradi njih ne bom odstopil, šel v avt, zaključil. Oni so tudi veliko svojega časa žrtvovali za to, da so z mano. In prvo, zaradi njih ne pomislim na to, da bom odstopil. Bila je zelo taka dobra izkušnja, ampak zelo tako, polna trpljenja. Ker mislim, da je bilo 20 km pred ciljem, me je en sotekmovalec tam ustavil in spraševal za številko organizatorja. Če jo imam, ne vem, takrat, v kateri sferi sem bil in to, in sem rekel, pojma nimam, ne vem, kje imam, pol ta kolega, ki je bil z mano tudi, ki mi je potem zadnjih 30 km me je spremljal s kolesom, ker to je tam pač dovoljen. Mu je dal on številko in pol, ker sem jaz hotel spet začeti teči, nekako ni šlo. Se mi je nekaj v kolenu je naredila en klik ali kakorkoli, tako da sem dejansko bil pol prisiljen tudi dosti hoditi zaradi tega. In pa pač utrujenost je naredila svoje, ne. Tako da, bom rekel, vesel sem bil, da sem preživel prvi ultramaraton, prišel v cilj 21 ur pa 35 minut, nisem bil glih med prvimi, nisem bil pa tudi med zadnjimi, ne. Ker meni bil cilj vsakega ultramaratona, kjer ga sem se lotil, da prijem v cilj. To je osnovni cilj, ker dosti odstopne. Moram vedeti, pri takih razdaljah se ti marsikaj lahko zgodi in odstopi so pač neizbežni, ne. Tako da to je bila prva zelo dobra izkušnja, po kateri seveda sem spet rekel, ne, nikoli več, kakšne take norosti, ampak to drži, kakšen mesec, dva, pol pa se ti začnejo že misli poditi po glav, kaj bi bilo pa mogoče še kaj, ne. Kaj ti pa gre po glavi, ko greš na tako dolgo preizkušnjo? Ok, začneš teči, ti tak je ta začetna vnema, tle imava nek fokus, tečem. Kaj se začne pol dogajati v mislih? A sploh obstajajo ali padaš v nek trans? Kako se pri tebi to kaže? Prvih 50, 60, 80 kilometrov, bom rekel, razmišljaš še pa malo v družini, pa malo vseh zadevah, o katerih se moraš sam s sabo pogovoriti in premisliti, ne? Potem pa dejansko razmišljaš samo še o tem hrana, pijača, checkpoint naprej. Samo to. Na koncu je pa vse samo še avtomatizem. Zato, ker na koncu tudi ne moreš več jesti. Ker recimo pri takih dolgih tekih, mogoče recimo pri Šparti, vem, pokuraš v tistem dnevu pa pol od 20 do 25 tisoč kalorij, ne. To je ogromen, ne. In to ti ne moreš nadoknaditi. Ni govora, ne moreš niti z gelom, niti z navadno hrano. Pač probaš nadoknaditi, kakor se da, ampak zaloge so prazne. Tako da na koncu je boj za preživetje, razmišljanja ni,
mogoče samo še koliko imam do naslednje točke, greš od točke do točke. Prej, bom rekel, pa razmišljal o vseh živih zadevah in dokler se da o prehrani, pijači. To ti je vodilo za to, da pač prideš skozi. Kolikrat pridejo misli, ki ti rečejo nehi? Ne smejo nikoli. Niti ne pridejo. Ne smejo. Meni osebno ne. Jaz nisem pustil nikoli, da bi rekel, zdaj pa nehal, ker če bi to prišlo mi na misel, bi parkiral. Zanimivo. A imaš kakšen manever, ki si ga sam najdel, ali zavestno blokado, kako do tega prideš? Če mi slučajno misli želijo iti tja, rečeva v nedovoljeno sfero, Ja. jim ne pustim. Ne smem. Ne smem iti tja, zato ker psiha je tle res zelo pomembna. Recimo, pa mogoče, če se malo dotakne Špartatlona, ki je bil pač naslednja taka večji podvig, posnet je tudi film. Pa ne želim delati neke promocije o filmu, ampak bil je, mislim, da so 3 filmi posneti v Špartatlonu. Novinarka Irena, ne vem, kako se piše zdaj, ga je posnela. Zelo dober film, prvič o pokojni Ruth Reš, katera je bila na Špartatlonu, potem je šel njen sin v spomin na njo odlaufati. In pa 3. film je pa o 5 Slovencih, kateri smo prelaufali Špartatlon. Vseh 5, rekel, pač leta 2021 in tam opisuje našo pot in razmišljanje vseh 5, vsega posebej. Tako da tam se vidi, da smo pač vsi visoko motivirani. Sploh tiste 2, jaz sem bil edini, ki sem bil prvič, ostali 4 so že bili, ampak jaz takrat sploh tudi v sanjah nisem pomislil, da bi odstopil. Ker sem vedel, da vsi trpimo, tudi zmagovalce trpel. Samo s tem, da bi on toliko hitrejši. Ne zaradi tega trpel, ker je bil toliko hiter. Jaz pa zaradi tega, da sem preživel. Daj me zdaj pred Špartatlon, torej kako si se odločil za Špartatlon, pa mogoče mi povej, kaj to sploh je. Okay. Odločil sem se po kakšen let po Berlinu, potem v Rejsu sem začel pač resno razmišljati, da bi se udeležil enega res znanega ultramaratona. In bom rekel, Špartatlon je približno tako kot Tour de France med kolesarji. Okay. Je tako zelo en znan, priznan ultramaraton, kjer ima veliko veljavo med vsemi tekači. A se šteje kot ekstremni šport? Mislim, za vsakega tistega, kjer ga se je udeležil, bo rekel, da je ekstrem. Ja. Zdaj je odvisen, tako bom rekel, ekstrem med tekači. Zdaj, jaz sem šel leta 2021 prvič, v bistvu prijavil sem se že leta 2018. Pa da rečemo takole, Špartatlon, ti, da se uvrstiš tja, moraš narediti normo. Brez norme se ne moreš registrirati in prijaviti. Norma pa pomeni vsaj 120 km v 12 urah na uradni tekmi. Pač to normo sem jaz izpolnil, sem se prijavil. In potem čakaš, greš v žreb. Ker vsako leto sprejmejo 350 tekačev, prijavljenih v ponovadi tam okoli 800. Okay. Tako da lahko imaš pa tudi super normo, samo super norma pa pomeni 25% boljši čas kot norma ali 25% boljši čas kot razdalja. Če rečeva, da je norma v 12 urah 120 km, se pravi 25% več moraš prelaufati v 12 urah, da si avtomatsko vrščen noter. Ali pa 120 v krajšem času? Ne, 12 ur je limit, manj kot 12 ur tek ne sme trajati. Štekam. Ja. Okay. Tako da jaz sem se prijavil, sem naredil normo 2018, za 2019 sem se prijavil, nisem bil žreban, 2017, 2018 sem se prvič prijavil, nisem bil žreban, 2019 sem se drugič prijavil, nisem bil žreban, 2020 sem se prijavil spet in sem bil žreban. Ampak je prišla pa korona. Tako da, ker sem mislil, da grem na Šparto, pripravljal sem se cel let, ker to se pač ne moreš pripraviti v enem mesecu, ne moreš se pripraviti v 3 mesecih. Se spomnim, ko smo bili glih ženo pa ženimi prijatelji, smo bili v Toskani
Jaz sem še drug dan, ko smo prišli, sem še laufat, sem rekel, moram trenirati in to. Ta tretji dan, ko smo bili dol, me pokliče prijatelj, je rekel, si videl, se kaj, Šparta odpade, se ne me hecat. Je rekel, res, Šparta je odpovedana. Edinkrat, ki je bila odpovedana, bila leta 2020, odpovedana zaradi korone. Zato, ker to prije pač tekače z celega sveta in so bile omejitve takšne in drugačne in pač niso mogli speljati. Tako da sem šel na Šparto potem 2021, ker sem bil izžreban 2020, mi je avtomatska veljala priljava za 2021. Kako si se bo počutil, ko nisi bil izžreban? A je bilo malo lajšanja? Ja. Je bilo, ne? Ja, zato ker še nisem bil mentalno pripravljen. Vesolje čako. Ja, res. Pa mogoče, da povem nekaj osnovnih podatkov o Špartatlonu. Špartatlon je tek, kater je dolg 246 km. Štartaš v Atenah, greš čez Korint, po Peloponezu in zaključiš v Šparti. Vmes narediš še 1100 višincev, greš na goro, iz gore dol in potem je še par pač vzponov do Šparte in pa seveda spustov. Tako da tek je vedno, vsako leto, zadnji vikend v septembru in vemo, da v Grčiji temperature konec septembra so še 30+. Tako da je to še en tak dejavnik, kater je zelo otežujoč. Tako da, 2021 sem se pol udeležil prvič Šparte. Šli smo dol z avtodomom. En prijatelj, se pravi Tomaž, pa Nataša, žena njegova in pa Bojan, pa bom rekel nepogrešljiva Blažka, so bili del moje spremljevalne ekipe. Tako da štart je pod Akropolo. Že takrat, ko se zbere tako število tekačev, je, bom rekel, ti grejo kocine po koncu. Moram pa priznati, da mi je bilo pa zelo strah. Česa? A bom zmogel? Kaj se bo zgodilo? Strah pred neznanim. A sem dosti pripravljen? A je to dovolj, da bom prišel skozi? Ker običajno je tako, da med 40 in 50% tekačev, ki štartajo na Šparti, pa so vsi pripravljeni, vsi imajo normo odstop. 40-50%. 40% skoraj vsako leto. Madonna. Zaradi pač ekstremnih pogojev, zaradi ekstremne razdalje in tega. Ja, bi si predstavljal. Koliko si rekel? 46 km. 246 km. Ja. Limit, seveda moraš, pri Šparti je tako, vsak checkpointi so na 5 km. In v vsakem checkpointu moraš ti prijeti v določenem časovnem obdobju. Če ga zamudiš, parkiraš. Kaj že je kronometer tak na Tour de France, ki jih avto lovi? Neka disciplina je, ker ti v bistvu ni kronometer. Tekmuješ, ampak... Če zaostajajo več kot glavnina, ne vem koliko časa, 20% tega časa, grejo avt. Ja. No tukaj pa je časovni limit 36 ur za 246 km. Vsak checkpoint loviš časovni limit in je to, kar bom rekel, za tiste, kateri nismo bili glih v špici tekačev, ki so pač bili na Špartatlonu, ker moramo vedeti, da najboljši prelaufajo Šparto pod 24 urami. Pač smo lovili časovni limit. Meni je bilo to dosti veliko bremenitev, ampak sem imel skozi neko foro, saj uro pa pol. Zato, ker na koncu je res borba za preživetje in moraš imeti rezervane. In so tudi časovne zapore tako narejene. Tako da do Korinta, do 80 km moraš ti kar pogasil, to se pravi tam, jaz sem laufal povprečje tam do 100 km 5 minut pa pol, na kilometer, potem pa lahko spustiš tempo, vsega, ker te pač vseeno utrujenost ujame. Koliko je to kilometrov na uro? To je tam, rečva, 6 minut je 10 km na uro. No, ja. To je že kar, Ja, to moraš že kar migati. Jaz sem tam, se pravi 11 km na uro, približno sem laufal tam do 100 km, pol ti pa pač zadeve malo padajo. Kaj pa na teh prvih 100 km, kako je hrana, pijača, kdaj lahko ješ? Določeni so checkpointi, kjer lahko pridejo spremljevalci v stik. Ne na vseh. Recimo do 100 km sta 2 checkpointa, na 40 pa na 80 km in tam sem se jaz tudi ustavil in jedel. Ker dokler lahko ješ, je maksimalno. Kaj verjetno, kakšen riž, piščanc? Tako, testenine, rižoto, tudi geli. Geli so, bom rekel, jih pač
moraš konzumirati, ker drugače pač avto brez bencina ne gre. Ne? Ampak meni recimo potem, mislim, da je bilo to, pa bomo še prišli do tega drug dan zjutraj, prijemo do tega v glavnem Korint je 80 km in tam potem pač normalno tečeš, ni večjih težav in tako naprej. Potem smo prišli pa tam do Podgore, to je tam cirka 110 km, tam pa že utrujena vse pri mene začela delati svoje. In moji so me tam čakali, naročil sem palečinke z Nutello, pojedel sem jo. Kalorije. Ja, 3 palečinke sem izpekal, jaz sem jo na veliko muko pojedel 1/3. Se pravi, 1 celo nisem mogel pojesti. Bil sem že zelo, bom rekel tako, na hlape. Imeli smo pa, ker smo bili ekipa, smo imeli tudi zdravnika s sabo. Bil je en super možakar. Je rekel, zdaj pa takole, dajte mu lekadol pa nalgesin. Ne moreš verjeti. Je protibolečinsko pa protivnetno. Jaz, ko sem tisto vzel, jaz sem celo že brez težav laufal. Brez težav, brez najmanjših problemov. Na goro sem šel, na hrib, noben problem. In to sem prvič sploh probal, jaz drugače tablet ne jem. Jaz ne vem, kaj je aspirin in tako naprej. In ti so očitno je toliko pomagali in delovali, da sem jaz preživel noč. Drug dan zjutraj sem probal gel tudi. Ta prvega pojem se nekako, mogo bi še enega, ker pač energije zmanjkuje, ker sem pa ta drugega vzel, je bilo pa konc. Sem mi pa uprl in sem bruhal, tako da pač ti sem, hvala Bogu, izbruhal, sem pol jesti nisem mogel več. To je bilo pa na 140-150 km, do cilja je bilo še veliko. Do cilja je bilo še veliko, ne. Tako da sem zelo malo jedel, mogoče potem slan krompir, sem moja spremljevalna ekipa, krompir sem izkuhan, sem jedel slan krompir, da je najlažje za želodec nekako, pa da vse nekaj dobiš. Ja. Tako da nekako sem sfajtal naprej, potem pa, koliko smo imeli, zelo zanimiva anekdota. 25 Slovencev je bilo, eden je bil še za mano, Boštjan, kater me počasi lovil, ker meni je nekako zmanjkval bencina in 20 km pred ciljem me je on na postaji, kjer sem bil jaz tudi ujel. Bila je pa zanj spremljevalna ekipa in so oni nama predlagali, dajte, da film bo dober, če vidva pridete skupaj v cilj. Samo što se bi v tem, da so se midva z Blaško doma zmenila, da zadnjih 200 metrov nama ne bo vzel nihče. Da jih bo midva sama dva, midva slovensko zastavo, šla skupaj zadnjih 200 metrov do cilja. In jaz sem rekel, se upravičujem, ampak meni to pomeni bistveno več, da grem ženo, kot pa bi šel rad s sotrpinom, ampak mimo tega ne grem, ne želim iti. Wow. Tako da je šel Boštjan minuto pred mano, jaz sem šel pa za njim, moram reči, evo, kot si mi gre po koncu. Moram reči, da so me tam pričakali tistih 200 metrov pred ciljem vsi 4 sotekmovalci, ki so bili že pred mano v cilju, in pa Blaška. Slovensko zastavo, tam smo se objeli in midva so potem odhodila zadnjih 200 km do cilja in oba dva jokala kadež. 200 metrov. 200 metrov. In so oba dva jokala res to je bilo plačilo, te občutki plačilo za vse prestano trpljenje, priprave, odrekanje in to naj še dodatno povezali. Ta bom rekel izkušnja, ker ona edina ve, koliko sem se mogel odrekati, trenirati in tudi ona v končni fazi. Ker to je en moj prijatelj, Domen, Sotrpin, bom rekel, ultramaratonc, on je zelo dober, on je boljši kot jaz, pa jih je še dosti boljših kot sem jaz, ampak vseeno sem ponosen na svoje dosežke, mi je rekel na enem intervjuju, ultramaraton je družinski šport. Zato, ker se cela družina odreka, ker to je ogromen enih ur teka. Jaz recimo tisti let, se pravi 2021, sem v pripravah na Šparto pretekel 3000 km. Drugi so jih več, ultramaratonci, saj par, ki jih jaz poznam, recimo Luka Videtič, Mirko, Domen, oni so jih pretekali več in so bili tudi boljši, ampak meni je to glede na čas, ki ga imam, ali pa ki sem ga bil pripravljen žrtvovati, pa na moje, bom rekel, telo, ker poslušaš, moraš tudi telo, ker pride do poškodb.
Recimo tisti let, ko sem se pripravljal 2021, sem se natrgal stegensko mišico. In to en mesec nisem mogel drugega kot soben kolo. Pa hvala Bogu, en mesec je še dosti hiter se je zacela. Tako da, ja, odrekanje je veliko. Ja, se lahko zračunava, 3000, kaj si rekel, 3000 km, pa je, da rečemo, povprečje 10 km na uro, kar pomeni 300 ur. 10 km, ja, 300 ur. Ja. Torej, 300 ur deljeno 24, sva pa že na 10, 12, 13 celih dni, če bi tako gledal. Ja, in to je tisti prosti čas, ne? Ja. Tako da pol nekako se z Blažko najla en kompromis, ali pa bom rekel, sem jaz vedel, da tok ni fajn, da tok si vzameš časa za sebe, razmislil sem, kdaj si ga vzeti. In potem dejansko sem ostajal to še zdaj, pred službo, se pravi pol 5 zjutraj sem jaz vstal, sem šel se ogreti na soben kolo za 5 minut, pa sem šel pa ven tistih svojih 12, 13, 15 km odlaufat, naredil vaje za moč, ker tukaj je tudi, se moraš pripravljati trup, bom rekel, kor mora biti prilagojen teku, tako bom rekel, no. In pač delaš vaje z lastno težo, saj jaz sem jih vajal z lastno težo in to uro pa pol treninga sem jaz potem zjutraj oddelal, preden sem šel v službo. In ko sem prišel v službo, sem rekel sodelavcem, danes pa lahko sekate drva na meni, ker jaz sem psihično bolj pripravljen, kot pa vi vsi skupaj, zato ker sem že nekaj naredil. In je fajn občutek. Ja, mislim, to, da treniraš pred službo še zdaj, je nekaj, kar je zdrava navada ratala. Bi rekel, mislim, da ti je tudi šport nekako dal neko orodje, s katerim glavo držiš mirno. Ja. Ker verjetno, ko si na takem preizkušnji, ki je ultramaraton, se kar soočaš s kakšnimi stvarmi v podzavesti, kaj vam butna. Veliko stvari, bom rekel, predelaš. Veliko, dokler ti možgani še funkcionirajo. Ker tako sem rekel, pol pri večjih razdaljah ne dela več. Samo še preživeti. Samo preživeti in avtomatika. In pa pač seveda volja ne odnehati, pride do cilja. To je v bistvu, ti, če tebi zmanjka tega, boš parkiral. Pa si lahko pripravljen še tako dober. Ja, itak. Dobro, drugo je, če se ti zgodi fizična poškodba, ne vem. Pa moramo vedeti, da tukaj pri teh tekih razdaljah, bom rekel, še najmanj, kar je, se ti zgodijo žulji, črni nohti, ki ti pol odpadajo, in pa to je še najmanj. Vse ostalo, kakšne mišice, kolena, to je tisto, kar te lahko potem prisili, da pač odstopaš. Zdaj mi se tukaj pogovarjamo o 200 plus kilometrih teka. Zakaj misliš, da danes toliko ljudi odneha v dokaj preprostih, nenapornih zadevah? Zakaj je to odnehanje kar normalno? Zato, ker preveč želimo živeti v coni obdobja. In se nisem pripravljen, bom rekel, potruditi. To ti da pa šport. In zaradi tega, bom rekel, sem bil jaz vesel in nekako sem usmeril oba dva sinova v šport, v katerikoli šport. Zato, ker če si ti športnik, si navajen delati, garati, trpeti in si doskrat izven cone obdobja. In veš, kako je takrat, ko je hudo, in to so dobre preizkušnje za življenje vnaprej. Vse življenje vemo, da ni potica. Ja, itak. In šport je en tist, kater ti da veliko. Veliko moraš vložiti, ampak veliko dobiš nazaj. Zakaj je pa danes toliko ljudi navajen živeti v coni obdobja? Pa ne vem povedati. Ampak verjetno je to nekako, ta miselnost zdaj prevladuje. Tako smo si tudi svet naredili udoben, vse je lahko, hiter dobiš, hrano si praktično ne rabiš več, enkrat si mogel hrano ujeti, zdaj si jo niti iskati ne rabiš iti v trgovino, da ne govoriva o dejtanju, se pravi zmenkarijah, čas si mogel fant dejansko priti do punce pa reči, slane kavico ali pa nekaj, se spomnim. Se spomnim, ko se z Blažko spoznala, čisto naključno. Naključno bilo je na Silvestrovo. Mene je povabila ena njena, bom rekel, znanka,
pač, če pridem tja v Mengeš na to novoletno, na silvestrovanje, recimo tam, jaz sem bil star 18, če bom prišel tja, da me povabi, pa to so ok, pač nisem imel kam, tako nisem imel nič drugega zmen, se ko ja, pridem. Kje, na Mengeški koči? Ne, v stanovanju od Blaškega očeta. Okay. Ja. In potem Snežilje. Jaz sem šel z maminim kolesom iz Domžal v Mengeš. Pridem tja, je bila pa ta, pač, ki me je povabila, je še enega drugega povabila in se pač ona tam z njim nekako niti ne zapletla, ampak sta si nekako bila blizu in to, in potem so pač še parih je bilo tam, so rekli, Blaški si pa ti tudi všeč, a ne? So rekli, ok, se mene, pa tudi in tako so naj nekako skonektali. Koliko ste bila stara? Jaz 18, Blaška pa 17. Ja, zelo mlada. In potem, ok, so se mi dva rekla, da se bo mogoče še kaj dobila, pa to, ampak takrat ni bilo mobitelov, ne? Takrat so bili stacionarci. In pol me ona posprem dol, ona je pa tudi enega povabila, sam je zamujal, tako da sem bil jaz pol prvi vrsti. In sem imel srečo. In potem, ok, Silvestrov in tako naprej, pa gre ona z mano dol, je rekla, kaj, si z avto prišel? Sako nekakšen avto. In jaz prolečem iz vogala mamin kolo. Je rekla, s kolesom si? Jaz sem rekel, pač, s kolesom sem prišel. No, v glavnem sem se pol dogovorila, da se še dobiva. Pa nekako ona ni poklicala. Jaz sem čakal doma pri tistem telefonu 1-2 dni, a bo poklicala, ne bo poklicala, nisem imel njenega naslova, nisem imel njene telefonske nič. No, pol je poklicala in so se pol tako dobila in naja pač eni znanci, ki so bili takrat tudi na tisti zabavi, naja srečali čez kakšen mesec, 2 ali pa 3. Ko pa je z vama, videl ste še skup? So rekla, ja, sva, sej, nama je fajn, ne? Tako da po čistem naključju so se minula spoznala, pa sem šel še jaz v vojsko, služil sem še v bivši Jugi, me je čakala, tako da, tako, pač se je tako razpletel, v bistvu, tako se je rekel, ne, potruditi si se mogel svoj čas, ne. Ja, mislim, čist druga slika, če zdaj gledava, kako je danes, ali. Ja. Veš, ko se vse s telefoni zlihta, pa to. Jaz sem imel srečo, da sem odraščal, še sem 91-letnik, ne. Torej, jaz sem imel še to otroštvo, ki si vedel, kje smo, tako da si pogledal, kje so kolesa na cesti, pred bajto. Ja. Jaz sem še tako odraščal in sem ful vesel, ko vidim nazaj, mislim, tako včasih kar malo pogrešam ta pismo, svet, ki ni bilo nič tehnologije, pa tega, ne vem, tako. Ja, mislim, da je bilo nekako boljš. Zdaj, ker si se mogel malo bolj potruditi, a ne? Niti bilo vse prenešeno hriti, niti bilo vse na dosegu roke. In tudi zaradi tega mislim, da so bili odnosi, govorim zelo splošno, ampak bolj pristni, bolj iskreni, ker zdaj jaz nisem uporabnik socialnih omrežij, nimam nič, imam Viber, imam WhatsApp, sam to naštejem za socialna omrežja. In mislim, da je to nekako boljšno za odnos, ker moraš se uživo pogovarjati. Ja. Da se pogovarjaš preko SMS-a ali pa, bom rekel, kakšnih drugih sporočil, ni pristno, ne, tam je dosti lahko igranih stvari. Tako da jaz sem zagovornik, bom rekel, jaz sem še bolj old school, sem zagovornik tega, da se pač uživo pogovarjaš, ne preko spletnih aplikacij. Meni je tole ta podcast vrnil, mislim, dal, spomnil me, koliko uživamo v pogovorih dejansko takih, ne. In šele, ko sem spustil ta neka pričakovanja, pa da moram nekaj jaz kle zdaj dati, pa delati, pa to, ne. Se mi je začelo dogajati to, da je tudi podcast začel rasti. In so mi ljudje rekli, to vse tako naravno zgleda, se počutim, da sem zraven. Med drugim je tudi Blaška. Ja, velika fenica, by the way. Ja, zelo. Hvala, naš pusti enega podcasta. Ja, ne, ful lepo to videti, slišati, kakor pravimo. In mi je jasno, zakaj, ker tudi ljudje pogrešajo, po moje, to sedenje ob, ne vem, ognju, na pikniku, kjerkoli, in ta debata sproščena, pristna, da dejansko ne poslušaš zato, ker hočeš odgovoriti, ampak poslušaš zato, ker hočeš razumeti. Vsaj jaz na ta način to gledam. In me je toliko naučil ta podcast v zadnje pol leta, da ti ne morem povedati. Toliko enih ljudi sem spoznal, enih zgodb slišal. In ker mi ti razlagaš o tem špartatlonu, jaz vidim, kako tečeš, veš, in
to je nekaj, kar ti ne more dati social media. Ok, lahko ti da video, ampak je to res tvoja domišljija, ne? Recimo knjige, pa televizija po drugi strani. Jaz sem vedno rajš, tudi ko je bilo treba knjigo prebrati, sem jaz najdel film, sem ga pogledal in zglumil pol, da sem knjigo prebral, ne? To je bil pač, to sem bil jaz. Zdaj recimo vidim key point knjige, ker ti čist drugačno... Drugače doživiš. Tako, ja, drugače doživiš, ne omejujete, ne? Ne omejujete. Medtem, ko zdaj vse stvari, kakorkoli mislimo, da smo zaradi njih bolj svobodni, bolj nas omejujejo, ne? In zato te pogovori, tudi tako z družino, pa to, kar jih imam zdaj, se probam vedno bolj truditi, da res sem v trenutku, pa ne razmišljam, kaj vse imam za narediti, pa gledam na telefonu vsake 5 minut, ne, kdo mi je kaj lajkal, pa kdo mi je kaj poslal. Od tega se detoksirati je kar nujno danes, po moje, če ti hočeš pač mirno živeti pol naprej življenje. Ne. Ja, za tvojo generacijo oziroma mlajše je to bistveno večji problem kot za mojo generacijo, ki nismo vajeni tega. Ne. Čeprav tudi jaz, ko gledam svoje vrstnike, pa to določeno vidiš, da dosti časa preživijo na telefonu. Ne. Jaz recimo, ko pridem iz službe, jaz odložim telefon in je tam. Jaz ga pogledam, če kaj otroci pokličejo ali pa pošljajo, in to je to. Mene, bom rekel, mogoče malo čudno bo zvenel, ampak nepristni pogovori me ne zanimajo. Ne. Recimo mi dva z Blažko greva vsak dan, ko prideva iz službe, na sprehod. In tam se pogovarjava, kaj se je zgodilo, kaj se imava pa za pogovoriti, narediva tiste 2-3 kilometre, si vzameva pol ure, 3/4 ure časa in to je to. In pol se brez slabe vesti usedeš tudi pred televizijo, saj jaz posebno, in pač pogledam tisto, kar me zanima, ker gledam res veliko športa. Če bi Blažko Bražo bi rekla, da sem nora. Ne. In z lahkoto, zato ker vem, da ste se prej pač pogovorila in mi je fajn, da se pogovoriva in tako. To je en tak ritual, kjer ga upam, da bo obdržala še naprej. No. Ja, mislim, če bi te vprašal zdaj, zakaj vajina zveza toliko funkcionira? Kaj misliš, da so bile te stvari, ki sta jih dobro naredila drug do drugega, ali pa kaj so neke vrednote, ki jih gojita, ki so pogoj, da je zveza med partnerjema lahko uspešna? Mava se rada. Še vedno. Tako kot so se imela. Pripravljena se poslušati en drugega in sprejemati kompromise. Prilagajati se en drugemu. To je osnova, bom rekel, enega uspešnega partnerstva, da se prilagodiš en drugemu. Vsak ima svoje navade ali pa fore, kakorkoli rečemo. Jih moraš pa sprejeti. Včasih s stisnjenimi zobmi, včasih pa z nasmehom. Mislim, da je to v bistvu rad se imeti, poslušati, pa sprejemati en drugega, pa delati kompromise, biti pripravljen narediti kompromis. Ker če bo samo svoje trmaro, je zveza obsojena na propad, ker ne more samo en prevladovati v zvezi. Razen če se drug ali pa druga toliko podredi, da pol trpi cel življenje. To pa ni prava zveza. Ja, sigurno, ja. To so te stari vzorci, ne? Ja, se strinjam. Mislim, saj to sem jaz videl. Sem videl. Verjamem. Ja. Verjamem in tako, ko nazaj gledaš, mislim, na eni točki začneš tudi kot otrok, ne, jaz sem to pri 20 začel opažati, ne, tako malo, da mogoče mi to ni najbolj všeč, ne, kako ta zveza zgleda. Zdaj, ko nazaj gledam, sem pa tako novava, koliko enega trpljenja pa ene ujetosti je bilo v nekem zelo bližnjem razmerju. Ja. Ampak tako so bili naučeni in niso imeli občutka, da se lahko osvobodijo starejše generacije. Jaz mislim, da se mogoče niti niso toliko zavedali, koliko stvari delajo narobe. Ja. Tako bom rekel, fajn mi je z mojo ženo. Ja. Res nam je fajn in sem vesel, sem hvaležen za to, da sem jo srečal, da imava tak odnos, ki ga imava, ni bilo vedno lahko daleč od tega. Ne. Se v vsakem odnosu so sponi in padci, ampak to, kar smo skupaj doživeli, tega ti ne more noben vzeti. In zato, za take stvari se splača včasih kdaj tudi potrpeti. In upam, da bojo tudi mladi znali, bom rekel, tudi kdaj kaj potrpeti, da se ne bojo prvič, ko se čoln zaleti v kakšno skalo, da ne bojo poskakali s čolna in rekli hvala lepa, grem pa drugam, ker druge se bo čoln isto zaletel v skalo. In bojo spet skakali ven in pol na koncu gotoviš, da si imel 3 neuspešne zveze. Ne rečem, da je treba za vsako ceno vztrajati, daleč od tega. Če je alkohol, če je nasilje, če je to
pet čim prej stran. Ampak, če so pač normalne težave, katere se pojavljajo med partnerjema, mislim, da ni nerešljivih, če imaš enega rad in če je volja. Samo še eni ljudje ne vejo, ali imajo radi ali so samo odvisni od nekoga. Ne? Že delal sem v domu starejših občanov enkrat. A bi skočil bližje po malo vode? Thanks. Jaz sem delal, itak. Jaz sem delal v domu starejših občanov in tam je bila ena, se pravi sestra, ne vem kako, skrbnica. No? No in ona je konstantno jamrala čez svojega moža, ne? Da je nasilen, da pije, da take zadeve. Ne? No in na koncu je pogovor vedno končala, sem, ki ga imam tako rada. In sem tako, okay, takrat itak nisem tega točno razumel, ampak zdaj, ko nazaj gledam, sem tako, ne, ti se ga bojiš. Ja. Ti se bojiš iti stran, ti se bojiš, to je strah, to ni ljubezen. Veš, veliko ljudi sploh ne ve, kva ljubezen je, ker jo niso nikoli občutili. In je samo to neko polpogojevanje, pa odvisnost, ne, da brez njega pa se bo tvoj svet podrl. In me srce boli zdaj, ko pomislim na to, da koliko je takih zvez, nekih paktov odvisnosti, sam zato, da lahko nekdo se nad nekom znaša, pa trpljenje prenaša. Ne? Ja, tako da jaz pravim, v življenju moraš imeti tudi malo sreče, da najdeš pravega partnerja oziroma da se dobro razumete, da dobro funkcionirate in da znate težave skupaj premagovati. Ker vsak v zvezi kdaj pa kdaj trpi. Ampak če veš zakaj, če imaš željo, da to premagaš, če imaš drugega rad, dejansko rad, pa stvari sploh niso tak problem. Veš kaj jaz res cenim pri svoji ženi, recimo? To, da vidim, kako ona z mano svoje neke vzorce, ki je ne služi več, razbija lahko. Kako meni čuti varnost, da ne rabi biti taka, kot je nekoč bila, ali pa ne rabi verjeti nečemu, kar je včasih mogoče verjela. Ne? To neko svobodo, pa mogoče odpiranje, ne, te kulise, da ne vidiš samo tega, kar si naučen, ampak mogoče malo se kdaj vprašaš, zakaj tako mislim, s kje je to prišlo. A me je nekdo tako pač vzgajal, ali sem z neke družbe to pobral itd. In mi je všeč zato, ker zaradi tega tudi jaz lahko sem svoboden. In je tudi ona meni ogromno dala takih vzgojnih, ki sem jih rabo. In še zdaj, jaz sem izanč recimo povedal, sem rekel, veš, se mi zdi, da je edini način, da tole, kar kle ustvarjam s podcastom in svojim, ne vem, personal brandom, kako bi temu rekel, svojo prezenco je, da začnem misliti, da sem kaj več od koga drugega, da je to zelo velik potencial za moj propad. In ona mene pogleda in mi reče, kako to ni mogoče. In jaz njo, pismo Ana, v preteklosti sem kdaj to naredil, je rekla, samo v preteklosti ni bilo mene zraven. In v tisti točki sem bil. Sadiko sem rekel, daj rajšte imam, sam to ti bom rekel. Rekla je, valjda, kaj boš, a misliš, da bi jaz blazenim takim tipom, ki je neduven. V lifeu sem rekel, ok, ne bom. Ampak ja. Ja, se strinjam, mene je Blažka tudi zelo spremenila. V pozitivnem smislu. Res, ogromno mi je dala, ker verjamem, da sem jaz tudi njej dal. Ker so se oba spremenila in prilagodila in zato nama je res užival v najni zvezi in najnem zakonu. Ne? In se veseliva let, ki upam, da jih bo čim več, so še pred nama. Ne? In pač brez najnega zadovoljstva in sreče v zvezi, v zakonu, verjamem, da tudi otroci ne bi odrasli v taka fanta, ki pač sta. Še enkrat ne želim se nekaj ven metati. Verjamem, da je še ogromen Slovencev, ki jim je to ratali in sem vesel za vsazga. Ampak pa če se že pogovarja o teh zadevah, rekel lahko povem, da sem res vesel in srečen, da sem njo srečen in da sva šla skozi vse, bom rekel, tudi turbulence in viharje in nam je skupaj ratali. Tako kot si ne znam predstavljati mojega ultramaratona brez nje. Jure, ne moreš verjeti, kako je meni dober in dejansko mi srce zaigra, ker jo vidim na checkpointu. In sem nervozen, če jo ne vidim. Res. In mi psiha dela čist drugače,
ko njo zagledam, ok, pa ekipo, isto, ki me je pač spremljala, ampak ona je bistvo. Luč. Ja, res je. Luč. Ja. Tako da, ja, tek, bom rekel, je pa tako. V Sloveniji nas je kar nekaj ultramaratoncev, kar nekaj tudi dosti boljših, kot sem jaz, iskreno povedano. Ampak se ne obremenjujem toliko s tem, zato ker ultramaraton je predvsem tekma sam s sabo. Ti sicer imaš še 300 ali pa toliko več tekmovalcev, ki tekmujejo, ampak bistvo je pa, da sam s sabo tekmuje, zato ker to so take razdalje, da pač ne moreš drugače funkcionirati. Mogoče najboljši, ja, grejo na vrstitev, grejo na rezultat, grejo na čas. Tisti, ki smo pa, bom rekel, bolj povprečni ultramaratonci, gremo pa zato, da prijemo na cilj. In bom rekel, v bistvu sem bil 14. Slovenc, kateri sem pretekel Špartatlon. No. Tako da ja, na to sem pa res ponosen. Kaj od 91. leta, torej odkar Slovenija obstaja? Ne, od takrat, kar tekmujejo na Šparti. Mislim, da je bilo to 88, do 88, 86 leta, ne, čak, mislim, da 84, 83, nekaj tazga, no. Wow. Mogo bi pogledati, kdaj se je začel prvi Špartatlon, ampak v vseh teh letih je prelaufal Špartatlon, sem bil 14. slovenski, sem ga pa pač prelaufal. Zanimiv, kako je tok nepoznan. V tekaških krogih, bom rekel, ali pa tistih v krogih dolgih tekov, pa rečva, ali pa ultramaraton je zelo poznan. Je pa res, da tisti, ker se ne ukvarja toliko s tekom, ga pa niti ne pozna toliko. Ja. Zanimiv. Ker če gledamo, pa ki smo lih na začetku smo se malo o ameriškem fuzbalu pogovarjali, pa mi smo tudi več se mogli zelo boriti za to, da smo sploh preživeli sezono, ker sredstev ni nobeno to namenijo. Medtem, ker smo mi dol prvake Evrope tolkali, pa take, veš, par Slovenčkov klele, se je nabrala, ampak mi smo bili, smo to res Slovenci taki, ampak mi smo, ko smo prišli na tekmo, so se nas bala. Ste grizeli? Ja, grizeli smo, pač mi nismo nehali, oni so bili tehnično, nadvladali so nas tehnično, tako res, vedeli so akcije, vedeli so pravila bolj kot mi, vedeli so, kako funkcionirati na teh pa teh točkah. Mi smo pa igrali pač po naše, Srcem. Tako s srcem, in zaradi tega smo tudi zelo veliko dosegli, istočasno pa nismo preživeli zaradi tega, ker ni bilo finančnih injekcij. Ni nas podpirala, se pravi, kaj je to, ne družba, občina, Ljubljana, ker smo prišli se pogajati, pa mislim, da prišli 100 do Jankoviča naši, pa so rekli, lej, 100 jurjev rabimo na en let, če nam date, ali pa vsaj neki, da mi lahko pač preživimo. Opremo, kupite in tako naprej. Karkoli. Ja. Veš, že to, da praktično greš, da si tekme pokriješ pa vse, pa domače tekme organiziraš, pa treninge, igrišča pa to, da ni proračuna, Po smo pa zvedeli, da je Gorski kolesarski klub Ljubljana. Gorski kolesarski klub Ljubljana, zdaj pa poglej, kje je kakšna gora v Ljubljani, 135,000 evrov proračuna. In takrat smo mi vedeli, da če mi nimamo vez, pozabiti na karkoli, da te bo kdo podpiral. Sam veš, to sem pa žalosten, ker take stvari slišim, zato ker pač gre vse po vezah in poznanstvih. Yeah. Ampak nažalost, tako je pač v Ljubljani ali pa v Sloveniji, in to je narobe. In to je narobe. Samo to lahko spremenimo samo mi Slovenci sami, da ne podpiramo tega, da se borimo proti temu, da pač spremenimo to miselnost, čeprav zdaj mogoče malo zahajam v druge sfere, pa ne bo šla v to. Ja, na kar sem še ponosen, poleg, bom rekel, prvo mi je bil Berlin Wall Race, ki je bil moj preživetveni ultramaraton, sicer je vsak. Potem 2 Šparte, se pravi 2021 in lansko leto sem prelaufal še enkrat Šparto, sem imel namen, cilj, ne namen, izboljšati čas, se pravi prvič sem prišel v 35 urah, ampak mi ni ratalo. Tako da sem isto 35 ur pa še 20 minut. Je bila isto borba za preživetje, šel sem poškodovan dol za Hilovo tetivo poškodovano, ki je večina rekla, da sploh ne bi šla na štart. Jaz pač sem rekel, grem. Če sem se toliko časa pripravljal, moram iti.
in mi je pač ratal. Je pa ena anekdota, vse se vrti tam okoli 20 km pred ciljem, ampak očitno je to ena taka magična razdalja, da se tam veliko dogaja. Glavi zih, ne? Ja, bil je checkpoint. Pridem do tega checkpointa, itak sem imel težave skozi Hilovo, zaradi tega se je tudi moj način teka podzavestno spremenil in sem imel tenzijo v mečnih mišicah že od 80 km naprej. In to tenzijo sem jaz pač, prišel sem do 20 km pred ciljem, bil je checkpoint, organizator imel maserja. Se ko super, se bom pa jaz malo zmasiral in sprostil to tenzijo, da bom pač normalno še lahko prišel do cilja. Me zmasiram v žakar, pogrem do mojih, ko so me tam čakali, se usedem na stol, malo popijam, mislim, ne vem, sem vzel en gel ali ne, pojma nimam, vstanem, me pa hvala Bogu, da me je prijatelj, ki je bil z mano, ki je bil v ekipi ujel, ker jaz bi padel direkt na ploh, ker me noge niso več držale. Organizem je mislil, da sem jaz zaključil in se je ustavil. In so me ujel, so strašili, tako kot sem se jaz kaj zdaj. Ja. Ampak nekako pol so me spravili sep, se kveš kaj, tole tudi po kolenih. Ja. Tokle, ko smo bili z cilja, no in pol sem, pa zaradi tega mi tudi ni ratal pol z boljše časa in sem pač prišel v cilj, samo občutki, ko prideš v cilj drugič, niso enake kot prvič. Ja, verjamem. Bistvena razlika. Prej si začel nekaj govoriti, ker smo bili pa 80 km to prve Šparte, da drug dan nekaj v zvezi s hrano je bilo. Ker sva se pogovarjala, kaj ješ vmes. Ja, drug dan nisem zaradi tega, ker sem vzel še gel in sem ga zbruhal. Ja. Nisem mogel več jesti, poj bil samo še kuhan krompir, slan kuhan krompir. Ja, kaj cel drug dan tudi? V bistvu to se je zgodilo po mojih se mene 7 zjutraj, kaj tazga. In potem ja, do cilja, jaz sem prišel na cilj, mislim, da je, ko pa sem tam 4-5 popoldne. Ja. Dosti drugega kot to nisem mogel spraviti. Pa aftershock pol, tako naslednji dan, ko se zbudiš, se pravi, ti zaključiš s tem, si tako utrujen, ampak še zmeraj ta nek adrenalin, ta dopamin, ki je wow, dosegel sem sanje. Kaj pa pol? Naslednji dan v Šparti je običaj, da vsi špartatlonci, ki so prišli, špartatlonci, ki so prišli do Šparte, imajo drug dan ob 10 zjutraj tek v spodnjih hlačah na stadionu v Šparti. In se vsi tam goli do pasu zberemo, smo se zbrali in smo naredili častni krog po stadionu v Šparti v samih spodnjih hlačah. Jaz sem mislil, koliko hiter grem, ne, pa ko sem videl film, ki so me moje snemali, ne, jaz sem se komi premikal, jaz sem mislil, da laufam, ne. In mislim, občutki so še zmeraj super dobri. Utrujenost je pa še zmeraj zelo velika. In rabaš kar par dni, da začneš, bom rekel, vsaj približno normalno funkcionirati. Recimo mene Blažka rekla, da sem pol, vsaj kar sem mesec po Šparti vozil veliko bolj umirjeno. Ne spravite nad stera. Tok si, bom rekel, nekako zrelaksiran zaradi tega. Se pol prišel svoj ritem, ne pol, začne spet pač tako voziti, kot si prej ali pa podobno, ampak dejansko to vpliva na te. No. Film se ti dolg časa vrti. Podoživljaš vse to po parkrat. Na tek nisem pomislil vsaj en mesec. Ali pa dobro, 14 dni sigurno ne. Ampak ja, ampak vesel, zadovoljen in se rečeš, wow, nekaj mi pa rata. Pa zdaj? Trenutno sem letos v fazi rehabilitacije, ker je pač poškodba Hilove še vedno aktualna. Je boljš, ni pa dober. Kaj operacija, ne? Ne, operacija je zadnja možnost. Bil sem že tle na enem posegu s krvno plazmo in je dosti boljš, ni pa še dober. Tako da bo verjetno mogoče enkrat, pa šel bom tle tudi enemu fizioterapeutu. Sem že prej hodil, pa zdaj bom pač šel, da me malo, ker je rekel, da imam problem v tem, da sem zamaknen v kolkih in to pač vpliva vse dol do Ahilove. Ne. Tako da te zadeve bom naredil, letos sem se vzel leto rehabilitacije, laufam tako trenutno 8-9 km, 3-krat na teden, reči za svojo dušo. Ja.
Še zmeraj polk pogledam tempo, sploh ni slab, ampak daleč od tega, kar bi bilo normalno. Tako da letos je dejansko, sem rekel, se bom sestavil. Za drug let pa razmišljam, da bo Blažka še uradno slišala, o balatonu. Balaton je pa en tak tudi lep ultramaraton, ki ga imam že par let na spisku, da bi ga odlaufal, je pa 220 okoli Blatnega jezera. Madžarska, ne? Madžarska, ja. To bi bilo pa to. O drugih zadevah, bom rekel, tako dalečno razmišljam. Moram pa tudi vedeti, moram se zavedati, da jaz letos bo 57. In da vsako leto sem starejši in vsako leto težji, pa se pripravljaš in tako naprej. No. Tudi več posledic čuti. Mislim, tudi če nehaš, si moraš dati kapo dol pa reči, tlej, veliko sem dosegel. Ja, si lahko rečem, da sem zadovoljen s tem, kar sem dosegel in sem vesel in srečen. Je pa, bom rekel, je pa ena stvar, ki me je, bom rekel, malo zmotila, predvsem te zadeve, pa ne, da bi hotel iskati neko pozornost, tudi jo nisem, ampak v občini Domžale imamo občinski časopis Slamnik in jaz niti nisem vedel, Blažka je, ko sem 2021 prišel iz Šparte, je kontaktirala in pač povedala, da sem bil na Šparti, da to še noben občan Domžal tudi po točko razen ni odtekel in to in so rekli, ja, ga bomo poklicali, ne zanima intervju, ne. En mesec in bilo nič, jih je še enkrat kontaktirala in do danes ni bilo nič. Tako da to pač kažem, bom rekel tak mal mačehovski odnos, to se ti mogoče mal, pa ne za mal zdi, ampak si misliš, vsem bi bilo pa fajn, ste mogoče bi pa to koga zanimala, ne. Ja. Ampak pol si rečeš, vsem mi je. Točno to, ja. Vsem mi je. Jaz v prvi fazi nisem delal zaradi samo promocije, ampak zato, ker se pač slučajno tako odvil, ker sem iskal sprostitev, ker sem iskal čisto glavo in pol se je ta zadeva pač stopnjevala do ultramaratona. Se te čisto razumem, veš kaj, bilo bi prav, da bi v tem, če v vseh bedarijah, ki jih noter dajejo, pišejo, Ja. da dobiš eno lepo zgodbo pred sebe, pa eno vzameš, sorry, stari, ne. Ampak lej, zato jaz vidim ful svetlo točko v teh neodvisnih medijih, tako kot je tudi moj, recimo, ker nas pa take zgodbe zelo zanimajo. Mene res iskreno zanima, ne. Tudi to, kar si mi ti danes vse povedal, sem ful vesel, lej. Pa sem vmes dvakrat pomislil, tako, ko sem te gledal, sem rekel, čakaj, zakaj si ti povabil njega, ne, tako mislim, a veš, nič slabšanega vidika, ampak tako, razumem. kaj si razmišljal, da zdaj nasproti tebe sedi en človek, ki ni poznan nikjer, Ja. a ne, je pa nekaj dobrega naredil, a ne, in kako zdaj ta človek te razlaga, lih tako, kot vsi ostali, svojo zgodbo. In v tem je nekaj lepega, v tem je nekaj poetičnega, da se lahko kdorkoli usede na ta mikrofon in vsak ima eno modrost za deliti ali pa nekaj povedati vse po svojem življenju, ki je vredno, da ljudje slišijo, a ne. In nima veze z nobenimi kompetencami, pa ničemer drugim. Ker mi smo se danes pogovarjali o Špartatlonu, sem ti si meni zraven povedal še veliko enih stvari, ki so bile tako, ki mi še zdaj odmevajo v glavi, a ne. Ker se je slišalo na čisto resnico, ki je čez vsekala. Recimo odnosi, a ne, modrosti. Veš, da si ti mislim, da moramo mladi se zavedati, da je treba starejše bolj spodbujati k temu, da si upajo več povedati, več deliti, pa nimajo tega občutka, ne, da se ven mečejo. Ja, jaz osebno bom rekel, ne želim glih nastopati. Imel sem tudi pomislek, zato sem tudi takrat predlagal, da bi enega drugega kolega, ki je boljši ultramaraton kot jaz, povabil bi ti lahko več verjetno o svojih uspehih, rezultatih povedal kot pa jaz. Ampak bom rekel, potem, ko sem se pa danes peljal sem pa rekel, wow, Juretu grem na podcast. Pol pa verjetno ga tudi nekaj zanima. Ga zanima moja zgodba, ga zanima, ne vem, ultramaraton, ga zanimam mogoče jaz kot Tomaž Kališnik, ne. In sem vesel, počaščen, da sem bil danes tvoj gost in en zelo dober, lep doživetje. Lepo, mi je všeč, da si na ta način to doživel, videl. Tudi tebi hvala za tak lep pogovor, no? Pa za vse to, kar si mi povedal. Bi te pa še zmeraj vprašal, če je še kaj tazga, kar bi mi povedal, oziroma je mogoče še kakšna stvar, ki si, ko si razmišljal v podcastu, rekel, tega bi se pa lahko dotaknil, imam pa nekaj dobrega za povedati. Mogoče? Še nekaj, kar se tiče
teka. Kjer ga leta, moram malo pogledati. Ja, 2022 je bilo, nobenih posebnih ciljev nisem imel, sem rekel, ok, tisti let odlaufam tako, sem pa dobro, grem v Kranj na 12 ur, pa tam tistih 120 km in to mi je bil cilj, da si potrjujem normo za Šparto in tako. Pojme pa predsednik našega kluba, kliče pa prav, bi šel ti na svetovno prvenstvo na 100 km v Berlinu. Rekel, kdaj pa je? Rekel, konec avgusta. Rekel, ja, veš, da bi mi pa, da se ne bom sam za ta Kranj 12 ur pripravljal, ki je v začetku junija, bi pa mogoče rešil, da si malo podaljšam, se prisilim ste urit sunem, da si podaljšam malo tole tekaško sezono, da se manj za kaj pripravljati. No, tako mislim, da nas je še 7-8 Slovencev gor. Smo šli kot, bom rekel, slovenska reprezentanca, dejansko nam je Atletska zveza dala tudi opremo, trenerke, majice in tako naprej. Smo dejansko zastopili Slovenijo na tem 100-kilometrskem teku. Anekdota je potem, jaz nikoli, tam je bil v Berlinu 5-kilometrski krog in smo pač v krogih laufali. Jaz nikoli ne gledam med tekom na uro in na rezultat, ker me to obremenjuje. In potem 3 kroge do konca, bil je tam pač okrepčevalnica in sem jim mojih prlaufov, mi je pač en prijatelj rekel, Tomaž, dej gas. Seko, Luka, zakaj? Ja, zato, ker boš prvi v svoji kategoriji. In dejansko sem jaz potem zmagal v svoji kategoriji in sem bil svetovni prvak. Wow, a to mi boš zdaj povedal. Ja. Dobro, da sem te vprašal. Ja, tako da sem svetovni prvak v svoji starostni kategoriji na 100 km, laufal sem 8 ur po 8 minut. Tako da, bom rekel, predvsem sem ponosen na rezultat. Anekdota je pa to, pač, da nisem želel vedeti in me on pol spodbudil, da sem potem še malo dodal. In potem na razglasitvi smo se pogovarjali, tam drug je bil Španc, tretji je bil Nemec, pač tam rečeš par besed, ne? Sta onda rekla, veš kaj, midva se gledala sam en drugega, kdo od naja bo zmagal. Potem si pa ti prletel memna, pa ni bilo več nič jasen. In dejansko sem pol tako zmagal na tem svetovnem prvenstvu. Strici zadadja. Ja. Kjer se prepirate dva, ne? Tako, ja. In nisem bil pač sploh obremenjen niti z rezultatom, niti z ničemer. In pač zaradi tega ne želim med tekmo gledati, ker poslušam sebe, poslušam svoj trip, kako se počutam in razmišljam o tem jest pit. A to tudi kdaj na življenje prenašaš, te nauke, ki jih dobiš s tekom? A jih bi lahko apliciral na life? Tako, da se malo še tle poigral? Mislim, tople vode ne bom odkril, če bom rekel, ja, vztrajnost, volja, pa mogoče toliko ne odreagirati na prvo žogo. Ker jaz sem drugače zelo dosti impulziven človek. In bom rekel, jaz, kakor se hitro razburim, se hitro umirim. Blažka me pač pozna, ve, da jaz takrat, ko slučajno me kam odnese, me mora sam pustiti primer in jaz, ko prijem čez 15 minut nazaj, sem v redu. Mogoče to, da več razmisliš, preden odgovoriš, da si vzameš čas za razmislek. Drugač pa ja, borbenost, v dobrem smislu. To, da se ne vdaš. Pa mislim, da nisem nič kaj hudo novega povedal, ampak to je tisto, kar mi je dalo. Se zato je še toliko bolj močno, ker je resnica, pa je preprosta. Tukaj, da bomo filozofirali zdaj, kva bo to? Niti meni, niti tebi ne pomagali, to je tvoja resnica. Ja. Bolj kaj je preprosta, več izkušenj s tem verjetno imaš, ker na koncu dneva se vračamo k preprostim stvarem. Ja, filozofija je preveč v vsakdanjem življenju in privat in v službenem. Pa enega blefiranja, pa neiskrenosti, ne, bom rekel, kako boš koga že enega čez vodo pripeljal. Ja, da so še koristo. Ja, dajmo se odkriti pogovoriti, tole lahko, tole ne. In dajmo se zmeniti, ne razmišljati o tem, kako se boš z enim okoristil, ker to je zelo na kratek rok. Točno to. Če bi jutro moral, kaj bi bilo danes tvoje sporočilo svetu?
Radi se imejte. Evo, pa smo spet predi preprosti resnici. Ja, ker če se me ljudje radi in če se spoštujejo, pa ne bi bilo vseh teh brezveznih vojn in nevoščljivosti in vsega tega nastopanja, bahaštva in tega. Mislim, da tudi tist, ok, lahko govorimo potem še o poštenosti in to, ampak to vse izhaja pa čez tega, ne se imajo ljudje radi in ne se spoštujejo. Iz ljubezni. Ja. Ja, če bi bilo vsa dejanja narejena iz ljubezni, bi bil ta svet zelo lep. Zato je prav, da smo tudi temu namenili danes eno besedo. Tako da hvala lepa, no, da si vzel čas, prišel sem, jaz sem užival. Jure, tudi jaz. Bilo mi je v čast, v veselje in bom rekel, sem izpolnil nekako pričakovanja. Pričakovanja so bila potem, ko sem se pelil, sem se rekel, wow, to je nekaj dobrega, ne. In moram ti priznati, da pogovor s tabo je bil zelo prijeten. Jaz upam, da sem vsaj bil na približni ravni tvojih prejšnjih sogovornikov. Vem, da smo govorili o različnih temah in teh zadevah, ampak ja, se dotika se zelo različnih tem in nekako to je to, no. Ne bom več filozofiral. Hvala ti še enkrat, da si me povabil, bilo mi je čast. Hvala tebi. Čudovito. Kat.